Se pravi, obnova bo potekala v 3 fazah. Katere so te faze? Načeloma mi govorimo o gradnji šole, ampak ne glede na vse, projekt predvideva, da bo najprej rušitev starega dela šole, nato dozidava novega dela objekta na mestu rušitve in rekonstrukcijo obstoječega objekta šole. Kaj s tem pridobi šola, v koliko nadstropjih bo, nova streha se zgradi, koliko površin imamo? Imeli bomo 4 etaže, klet, pritličje in 2 nadstropja. Skupno bo šola imela 3381 kvadratnih metrov. Bo pa nova gradnja in rekonstruiran del šole bosta urejena kot ena funkcionalna celota, ki bo tlorisno v gabaritih sedanjega šolskega kompleksa. Tudi maksimalna višina objekta se glede na sedanje stanje terena ne spremeni. Čez oba objekta bo kontinuirano postavljena novo oblikovana streha, ki bo večkapna z naklonom strešin 15 stopinj. Fasade bodo oblikovno poenotene po vzoru stare šole. Torej govorimo, da bo rekonstrukcije 1744 kvadratnih metrov, novogradnje pa 1637 kvadratnih metrov. Zdaj za prostore vemo, kakšni bodo, od učilnic do, bom rekla, prostoru za manjše učne skupine, knjižnica, kuhinja, multimedija, računalniška, bom rekla, vsi te vzporedni prostori, bom rekla, upravni prostori in pa komunikacije, hodniki, stopnišča. Lahko povem tudi, da bo objekt funkcionalno oviranim osebam prijazen, tudi dostop bo brez ovir. Šola bo imela 2 vhoda, in sicer tukaj na severni strani, za gospodarski in pa tehnični vhod bo pa v klet z zahodne strani. Povezano pa je vse, se pravi novi del šole, telovadnica in vrtec potem, ne? Tako, šola in vrtec bosta znotraj povezana z hodnikom, torej v pritličju in v nadstropju, prav tako pa bo ohranjena povezava šole z telovadnico. Ki je obnovljena in ostaja tudi, ne? Telovadnica je bila del večjega projekta energetske obnove javnih objektov v sklopu javno-zasebnega partnerstva. Smo pa izvajali v 20. letu to. Ja. Kdaj se pa v bistvu začne, zdaj pouk bo tle še potekel do 25.6. ali do kdaj imajo, kdaj naj bi pol izvajalec z deli, prvimi rušitvenimi deli začel? Tako, mi smo danes že stopili v kontakt z izvajalcem in smo že pogovorili za prvi sestanek, mi tem pravimo uvod v delo. Po terminskem planu in po javnem naročilu imamo pa začetek del 1.7. 1.7. bo že tudi vse preseljena oprema, torej obstoječa oprema, koliko bo potrebna, se bo selila tako v Arnovo selo in Sromlje, in vkolikor bo še potrebno še nekaj v Dobovo. To bo do konca meseca junija zaključeno in računamo, da bo 1. julija se odpre gradbišče. Zdaj pa kako si bo pa zorganiziral sam izvajalec, da bojo dela potekale, je pa v bistvu na njim. On je dolžen v skladu s pogodbo dati terminski plan predložiti, pa gremo pol skozi, kako se bo ujelo.